Potrošnik ima v svojih rokah veliko moč vplivanja, saj s tem, ko se odloča, kaj bo kupoval, odloča tudi o tistem, kar naj bi se pojavljalo na prodajnih policah. Potrošnik se mora odločiti, ali bo polnil proračune tujih držav ter zagotavljal obstoj tujih delovnih mest in podeželja, ali pa obstoj in razcvet slovenskega podeželja, odpiranje novih slovenskih delovnih mest in večji proračun svoje države. Ko se ponudniki hrane povežejo, si na trgu zagotovijo boljšo pogajalsko pozicijo. Cilj je večja povezanost kmetov oziroma ponudnikov hrane pri ponudbi in pogajanju za doseganje boljših cen. Trgovec bo tako lahko domačim potrošnikom zagotavljal kakovostno ponudbo domače hrane, pridelovalcem pa z dogovorjenim odkupom določenih količin pridelka po konkurenčnih cenah omogočal večjo varnost. Stopnja samooskrbe Slovenije je na repu Evrope, po nekaterih ocenah v nekaterih živilskih sektorjih samo nekaj več kot 30%. Hrana postaja strateška dobrina, zato postajata prehranska varnost in pridelava hrane strateški vprašanji. Zagotavljanje večje samooskrbe v Sloveniji je zato tudi izziv za kmetijsko politiko. Z vzpostavljanjem tako imenovanih kratkih verig med pridelovalci in javnimi zavodi si na kmetijskem ministrstvu prizadevajo, da bi lokalno pridelana hrana pogosteje prišla na krožnike v javnih zavodih, kot so vrtci, šole, domovi za starejše občane in bolnišnice, pa tudi na krožnike turističnih in gostinskih ponudnikov. V Sloveniji proizvajamo hrano, ki je bolj sonaravna, in tudi Ministrstvo za kmetijstvo stališča trajnosti vzpodbuja integriran in ekološki način pridelave. Urejanje krajine in razvoj podeželja odpirata nove priložnosti v simbiozi novega in tradicionalnega. Odpirata možnosti za zelena delovna mesta za inovativne, podjetne in izobražene posameznike, ki bodo v ta prostor znali umestiti svoje razvojne načrte. Mnogi podjetni in smeli posamezniki svojo dejavnostjo že postajajo prepoznavni, prav zaradi svoje osveščenosti in sposobnosti, pa tudi zaradi ljubezni do dela na zemlji in do ohranjanja narave. V sklopu promocije lokalne hrane je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod okriljem ministra magistra Dejana Židana v sodelovanju s slovenskimi predelovalci in predelovalci hrane organiziralo dogodke, na katerih take kmetije odpirajo svoja vrata. Tokrat so potrošniki lahko pobližje spoznali kmetijo Trnulja iz Črne vasi pri Ljubljani. Lastnika Urška Kunc in Miha Pupis sta predstavila svojo dejavnost, ki zajema ekološko pridelavo in predelavo doma pridelanih rastlin, živinorejo, pa tudi gostinsko dejavnost in nočitvene zmogljivosti. Poglejmo, kaj sta povedala. Lokalno pridelana hrana ima veliko prednosti, ker se ni treba spraševati, kje je bila, v kakšnem skladišču, a je bila na pravi temperaturi, a ni bila, a je zdrava, a ni zdrava. Povrh vsega tukaj je možnost, da si vsak pride pogledati in vidi, da je res zraslo na polju, na Ljubljanskem barju in da potem v tisto, kar je v flaški, da je to, recimo, ko gre za olje, da je to res to, kar potrošnik pričakuje, da bo dobil, da ni tukaj nekih zavajanj in da ni potem vprašanj, ja, kaj pa je to sploh eko, a ni to samo na papirju. Seveda se takih dogodkov, kot so dnevi odprtih vrat na slovenskih kmetijah, ki jih podpira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, vedno udeležijo tudi strokovnjaki in podporniki projekta promocije lokalne hrane in samooskrbe. Kako lahko v Sloveniji prideš do tega dovoljenja oziroma certifikata, da prideluješ recimo na kmetiji ekološko hrano? Ja, vsak kmet, ki hoče postati ekološki kmet in prodajati svoje ekološke proizvode, se mora vključiti v kontrolo pri eni od naših 3 kontrolnih organizacij, ki so z naše strani pooblaščene za nadzor. To so v Sloveniji 3 kontrolne organizacije, in sicer Inštitut Koncert, IKC in pa Biro Veritas. In v primeru potem, da hoče kmet postati ekološki kmet, se vključi v kontrolo, zaključi obdobje preusmeritve in nato postane ekološki kmet. Obdobje preusmeritve traja 2 ali 3 leta, odvisno ali ima trajne nasadene, ali ima njive ali poljščine. In potem je
kmet vsako leto v kontroli, vsako leto se preveri celoten postopek pridelave, predelave, označevanja in prodaje. Tukaj bi res rada poudarila, da se potrošnik lahko prepriča, če je proizvod ekološki, da pogleda, če ima kmet certifikat za te proizvode. In samo certifikat dokazuje, da je nek proizvod res ekološki. Bi Slovenija lahko dejansko bila bolj ekološka oziroma imela bistveno več ekološke pridelave, kot jo ima? Ja, na ministrstvu menimo, da je Slovenija idealna za ekološko kmetovanje. Imamo vse različne vrste obdelave, poleg tega pa imamo tudi odlične naravne pogoje za razvoj ekološkega kmetovanja. Tako da menimo na ministrstvu in tudi spodbujamo kmete, da se usmerijo v ekološko kmetovanje. Je pa treba tukaj poudariti, da je v ekološkem kmetovanju prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev in gensko spremenjenih organizmov. Ali so morda še kakšni drugi, recimo parametri, ki usmerjajo k temu, da bi dejansko res se hranili pravilno oziroma ekološko? Ja, po nekaterih raziskavah, ki so jo upravljale tako naše slovenske raziskovalne institucije, kot tudi evropske, kaže, da ima ekološka živila več mineralov, več vitaminov in tudi več antioksidantov. Poglejte, vi ste nosilci te promocije zdrave pridelave hrane v Sloveniji. Ja, če vas lahko popravim, v letu 2012 je bil sprejet zakon o promociji, ki je nekako podlaga za izvajanje vseh vrst promocijskih aktivnosti, ki bi nagovarjal slovenskega potrošnika, da bi začel posegati po čim višjem deležu domače prehrane, to se pravi domačih kmetijskih in pa živilskih proizvodov. V sklopu teh promocijskih aktivnosti pa teče ta hip akcija, kjer kmetije, živilsko-predelovalni obrati in pa zadruge odpirajo svoja vrata in na tak direkten način poskušajo prikazati svoje načine proizvodne in skozi oglede in direkten kontakt s svojim potrošnikom prepričati potrošnika, da bo ne samo prepoznal te domače proizvode, ampak da bo v čim višjem deležu po njih posegal, tako kot sem povedala. V nadaljevanju pa bomo promocijske akcije predvsem usmerili v izobraževanje in pa informiranje potrošnika o vseh načinih pridelave, o označbah kmetijskih in pa živilskih proizvodov, ki jih vidimo na trgovinskih policah, o deklaracijah, to se pravi o vseh tistih elementih, ki jih mora potrošnik poznati, zato da se bo pravilno odločal za svoje nakupe. Povedati moram tudi to, da je po vseh raziskavah, ki smo jih predhodno izvedli, slovenski potrošnik še vedno zaupa slovenski pridelovalni in pa predelovalni industriji in da v relativno visokem deležu posega po domačih proizvodih. Jasno pa je, da bi želeli delež teh proizvodov še povečati. V okviru vseh naših aktivnosti pa v naslednjem letu načrtujemo tudi tako zvano interno promocijo oziroma sektorske promocije za 8 sektorjev, ki so vključeni v zakon o promociji. In sicer se bo ta promocija izvajala ne samo kot splošna promocija, ampak bomo poskušali nagovarjati potrošnika, da naj posega po proizvodih, ki so, bom rekla, sadje, zelenjava, meso, mleko in za katere vzpostavljamo tudi posebno shemo kakovosti, posebno označbo, ki bo na nek način jamstvo potrošniku, želimo si, da bo ta znak tudi zelo prepoznaven, da ga bo potrošnik hitro opazil in s tem znakom bodo označeni vsi proizvodi, ki bodo izpolnjevali določene kakovostne parametre, to se pravi, da bo način proizvodne nekaj več kot je konvencionalen, to se pravi, bodo neke posebnosti
recimo taka ekstremna posebnost v načinu pridelave je ekološka proizvodnja, ampak tukaj ne bomo tako, bom rekla, strogi, bo šlo za nekaj specifik, ki jih ima posamezna kmetijska panoga in pa s tem tudi proizvodi. Jamstvo bo, da bodo vsi ti proizvodi 100% kontrolirani in pa, da bo, če bo šlo za predelan proizvod, da bo surovina 100% slovenska. Torej želimo vzpostaviti za določen segment proizvodov res neke vrste jamstva za potrošnika, da bo, ko bo kupil določen proizvod, ki bo tako označen, da bo vedel, da sledi vsem tem parametrom. Seveda pa danes potrošniki nismo več naivni in nočemo verjeti samo na besedo. Zato je treba zagotavljati kontrolo, še posebej pri ekološko pridelani hrani. Pomembno pa je, da potrošniki zaupamo tudi inštitucijam, ki tako kontrolo izvajajo in so garant za slovensko kakovost in način pridelave, pri katerem je treba zagotavljati pogoje, ki so dokaj strogi. Zato si poglejmo tudi izjavo predstavnice Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru. Kontrola na kmetijah se izvaja enkrat letno, to je minimum, torej vsako leto, vsaj enkrat mora biti pregledana celotna kmetija. Postopki kontrole so zapisani v zakonodaji, skupni evropski zakonodaji in določajo pač ta minimum. Kontrola temelji na pregledu celotnega kmetijskega gospodarstva, laboratorijske analize se pa uporabljajo kot ena od metod dodatnih preverjanja, ki pa niso obvezne, ampak v nekem deležu jih tudi izvedemo na oceni analize tveganja, nekaj pa tudi popolnoma naključno. Potrošnik je ključen. Potrošnik je tisti, ki se odloča za zdravo, svežo lokalno pridelano hrano ali pa za uvoženo, ki je prepotovala na 100 kilometrov, je pa običajno prav zaradi intenzivne pridelave, ki je daleč od ekološke, praviloma cenejša. Osveščanje potrošnika je ravno tako ključnega pomena kot osveščanje pridelovalcev, če hočemo, da bo Slovenija postala oaza dobrega zdravja in okusne hrane. Pravzaprav sistemsko bilo spodbujeno ta lokalna trajnostna oskrba in sistem kratkih verig po vseh šolah in po vseh regijah in po vseh vrtcih in je pravzaprav tudi relativno dobro zaživel, čeprav ne dovolj, daleč od tega, kakšne priložnosti so bile izkoriščene ali pa ne. Recimo, shema šolskega sadja, ki poteka preko evropskega pravzaprav finančnega mehanizma, se koristi možnost, da pravzaprav je sadje, zelenjava delno pokrito z evropskimi sredstvi in to je zelo dober ukrep, ki zelo spodbuja zdravo prehranjevanje in omogoča večje uživanje zelenjave in sadja v šolah. Pa kljub temu, da imamo v bistvu tako organiziran v vseh šolah in poteka pravzaprav ta shema šolskega sadja, pa kljub temu, mislim tukaj, ker vemo, da res to je zagotovljen trg, kljub temu samo tretjina sadja in zelenjave v tej shemi gre iz lokalne oskrbe, iz teh kratkih verig, ki bi lahko res šla 100%. Ampak stvar je samo v organizaciji in pa v tem, kakšen interes pravzaprav imamo, da izkoristimo te optimalne potencijale za to, da lokalni pridelovalci imajo sigurno zagotovljen trg, ker to je zagotovljen trg. Po drugi strani pa, da res lahko v šole in vrtce pripeljemo kakovostna, zdrava živila, brez onesnaževanja okolja in potovanja nekega jogurta tisoče in tisoče kilometrov, sadja, ki je zaradi shranjevanja in prevoza ne vem kolikih kilometrov že zdavnaj izgubilo na tisti kakovosti, ki bi jo lahko imelo, če bi prišlo recimo iz sosednjega vrta. Manjka nam to, da se organizirajo, da se skupaj stopijo ponudniki pa porabniki, in da se organizirajo na način, da si en drugega podpirajo.
eni naročajo, drugi se pa zorganizirajo tudi v neke platforme, da zagotavljajo kritično količino, kritično maso, skratka, da tisto, kar rabijo, se skupaj zorganizirajo in da to ponudijo. Ne? In to je seveda potem v korist zdravi prehrani oziroma bolj zdravemu prehranjevanju, kakovostni prehrani oziroma kakovostnim živilom in pa tudi lokalni ekonomiji, lokalnemu razvoju, ker to je bo pomembno. Ne? Mi želimo, da se podeželje razvija, da se ohranja podeželje, da kmetje ne životarijo, ampak da se pravi se poišče razvojne možnosti tudi v kmetijstvu. Ne? Jaz mislim, da takih možnosti za lokalno trajnostno oskrbo, za kratke verige in za zdravo prehranjevanje, kot pri nas, nimajo nikjer v Evropi. Samo to je treba zdaj uresničiti, ne, pa spraviti v prakso. Ni dovolj, da se potrošnik le zaveda, kako dobro bi bilo, če bi kupoval lokalno pridelano hrano. Potrebno je tudi vzpostaviti neposredno povezavo med tistimi, ki iščejo, in tistimi, ki ponujajo. V našem primeru dobro, okusno, z vitamini in minerali bogato, hranilno, v Sloveniji pridelano hrano. To povezavo pa najdete na spletni strani www.lokalna-kakovost.si, kjer se proizvajalci lahko registrirate, potrošniki pa povprašamo za tistim pridelkom, ki ga potrebujemo. Tako bo vsa slovenska hrana končno dosegljiva na enem pravem mestu, kamor sodi, na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.